Robert Lauter je tista oseba, ki ste jo spoznali v 5. sezoni oddaje Klepet ob kavi. Gnostik, mistik, šaman, veliko imen mu dajejo ljudje, včasih se ga tudi celo malce bojijo, a mogoče ima to neko podlago. Na koncu koncev Robert je le bil zares vrhunski varnostnik z različnimi znanji, tudi takšnimi, ki v nekaj sekundah lahko ubijajo človeka. Ampak kaj ni zanimivo od takšnega varnostnika, res tistega, ta pravega deca, pa pravzaprav do šamana, gnostika, ki z različnimi procesi individualno ali v delavnicah pomaga številnim ljudem, da najdejo sebe, da najdejo svojo življenjsko pot, da postanejo bolj to, kar pravzaprav dejansko so. No, danes vas, naši dragi gledalci in gledalke, čaka prav posebna izkušnja. Robert bo namreč demonstriral določeno zadevo oziroma nas popeljal s sabo na potovanje. Spoznali boste kakšno, tako da se kar lepo pripravite. Robert, lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav. Hvala ti še enkrat, da si se tudi danes oglasil pri nas. S svojim zadnjim nastopom si me res zelo inspiriral in začutila sem to enost pravzaprav, da v angleščini mogoče lahko bolje povem, You are not alone, we are all one. Torej, vsi smo dejansko res eno in v velikih knjigah to piše, ampak ko pa to začutiš, je pa totalno druga izkušnja. Ja, smatram, da smo v procesu tega, tudi v angleščini, return to oneness, se pravi, vračamo se k enosti, se pravi, iz te dualnosti je, se pravi, budočnost, se pravi, naše človeške rase, človeških bitij, da se to, rečemo, nekako v celoti. To je tudi ime, naprimer, religija, izhaja iz besede religare. To pomeni ponovna združitev, kar je bilo ločeno. Se pravi, to gre vse to fazo noto, se pravi, to se dogaja. Torej, ven iz sveta, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je zgoraj, kaj je spodaj, kdo je dober človek, kdo je slab človek, ker v bistvu nič od tega ne obstaja. Seveda, to so vse tako te predevniki, ki jih človek izmislil si, se pravi, tokom tega razpada na dva razcepljena, se pravi, v momentu, ki je bil ta univerzum formiran, se pravi, ta polarnosti, se pravi, se je razcepljen, isto človek je razcepljen, se pravi, tukaj je ta faza ucelotljena, se pravi, je tisto, kar k temu težimo, rečemo, kar se izvaja zdaj. Robert, različna znanja imaš iz različnih področji, ljudje te poznajo kot gnostika, kot šamana, ampak imaš pa tudi znanja, kako človeka ubiti v parih sekundah. Ja, to je bilo, se pravi, med treningom, se pravi, ko smo imeli usposabljanje za bodyguarde, se pravi, za varnostnike na uradu za varnost, se pravi, to je bilo zdaj nazaj, 22 let, 23 let. Tam je ta sistem, se pravi, mi smo rekli, temu izraelski sistem, si mogo repetirati pištolo in 3 naboje streliti 1,3 sekunde. To je bilo tisto obdobje, jaz pravim, to je obdobje še, pred tisk se še nisi čisto popolnoma rodil, to je bilo še preteklo življenje, se pravi, to gde. Po tistem, se pravi, ko se spoznaš, začneš spoznavati sebe, se to spremeni. Ampak kako prideš od tega, da znaš tam pištolo, tretje, vse te zadeve, do tega, kar pravzaprav danes si pomagal si že številnim svojim znanjem in obvladaš različne tehnike, od školjk, ki si nam jih tukaj metal, do dejansko procesov, ki jih delaš z ljudmi, izhode iz matrice, vse te, kako pride, kako se to zgodi? Se pravi, moj prvi korak je bil ta metoda od slovinskega, se pravi, ta spiritualna tehnologija, integralni Excalibur, delavnica. Enostavno me je pritegnil pod tistim, jaz sem prometno nezgodo, sem komaj preživel umetno aorto, sem takrat dobil tudi noter. In po tistem, se pravi, je po tej delavnici, meni se pravi, takrat se je svet odpre, se pravi, vidiš realnost krog sebe in potem te samo vodi. Naprimer, potem sem vladal te metode spiritualne tehnologije in po meni tudi, se pravi, ki je bilo to zaključen, me je povabil stabilski obirati in sem spoznal šamane, šamanske metode, te sodobne, ki so primerne, se pravi, vse metode, ki so res narejene za tukaj pa zdaj za človeka zahodne civilizacije. Velikokrat, ko se pogovarjam z ljudmi, ki imajo posebne, tudi celo paranormalne sposobnosti, so včasih živeli povsem drugačno življenje, potem pa se je zgodila kot neka nezgoda, ki je človeka spravila na pravi tir.
Kako ti gledaš to nesrečo, ki se ti je zgodila? Na koncu koncev lahko te danes sploh ne bi bilo več tu. Ja, se pravim, če se spomnim nazaj, rečem, da je to res mogoče najbolj srečen moment v mojem življenju. Ne. Slišiš se nenavadno, če se zletiš z drevesom, z avtomobilom v drevo, ne, se pravi, imaš raztrgano aorto, ne, se pravi, se ne spomniš nič, ne, potem se prebudiš v šok sobi, se pravi, v popolnem umavcu, se pravi, ne veš, kje si, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo, ne. Sam počutiš se pa neverjetno dobro, ne. To je bilo zame taka izkušnja, kaj se zdaj dogaja, se pravi. Dobro si se počutil? Ja, neverjetno dobro, ne, se pravi, feeling je bil neverjetno, se pravi, sproščujoč v primerjavi s prej, ne. Tako in pa začneš raziskovati, se pravi, ta malo meditacije, pa prideš v kontakt, se pravi, sem prišel s spiritualno tehnologijo, ne, in potem naprej šamanizem in se pravi, kaj enkrat, rekel, resnično, ko si daš to željo, zdaj pa želim spoznati sebe, ne. Želim spoznati, kdo sem, se pravi, pride te prave stvari, se postavi na mesto. Predpostavljam, da je rehabilitacija dolgo časa potekala po taki hudi prometni nesreči. Ja, rehabilitacija poteka dolgo časa, ampak seveda tukaj je, ko bi rekel, jaz sem takrat prvič občutil, se pravi, da jaz nisem fizično telo, ne. Se pravi, da obstaja, da jaz sem, ampak fizično telo je samo del mene. Ker fizično telo je bilo polomljeno čist, ne? Čist popolnoma, ja. Ampak tudi se potem s fitnessom, športom, se pravi, se da to rehabilitirati, ne, in prideš v neko optimalno pozicijo glede na situacijo, kakor je bila, ne. Se pravi, vedno sem poln bregozdin, tukaj prerezan popolnoma, tukaj, se pravi, pa sem mu še umetno srčno zaklopko, sem mogel tudi montirati kot posledico te nezgode, ne, tako da imam izkušenj predvsej, se pravi, tudi teh, se pravi, ki si bil praktično, te operacije, ki so težke, se pravi, mislim, ki traja 6-7 ur del, ne, takrat se smatra, se lahko popolnoma rekapitulira, rečemo celo, resetiraš celotno telo in če poznaš, se pravi, določene metode rituale, se stavaš nazaj skrb boljši, kot si bil kdajkoli prej, ne. Pravijo, da duša to sama sebi naredi, da se vrže v neko tako situacijo, da potem lahko da drugo priložnost drugačnega življenja. Očitno je bilo tebi namenjen, da postaneš gnostik, šaman, učitelj, zdravitelj. Ja, se pravi, temu se reče, da kdor je spoznal sebe, ti veš, kdo si, se pravi, avtomatsko zaživiš svojo usodo. Ne moreš več iz tega ven, ampak v osnovi je zmeraj, da si to, kar si, ne. Se pravi, da si to, kar si, se pravi, in tudi sam moraš odkriti to, ne. Da to jaz ne moram nikomu povedati, s procesi lahko sam prideš do tega, ampak procesi so samo kot bergla, se pravi, ki te pomagajo, to v bistvu je ta tvoja intuicija, tvoja želja potem, da spoznaš to. Se pravi, ti ljudem nisi guru, ki jim bo dal smisel življenja in ne vem, kaj vse iluzije si ljudje naredijo, ampak v bistvu mentor. Ja, v bistvu samo pomagaš z metodami, se pravi, da sami sebi odkrijejo, ne. Ni, se pravi, tudi ne, recimo, če imam en tak primer, naprimer, če damo, recimo, Buda, ne, Buda, ki je rekel 2500 let nazaj, je rekel, rečemo, jaz, ko se bom vrnil, čez 2500 let, se bom vrnil kot Maitreja. Maitreja pomeni prijatelj, ne. To pomeni, da tiste včasih je bilo potrebno, se pravi, da je bil nek guru, se pravi, neka avtoriteta spiritualna, ne. Danes, se pravi, to se deli med prijatelji, ker spoznaš, veš, deliš naprej in to je vsa ta umetnost, ne. Ker ljudje ponavadi veliko prej, ne, bom rekla, zdaj grdo nasedajo ljudem v čudnih oblačilih, pa sploh, če so z Indije, pa ne vem, kaj še vse, ki iščejo neko duhovno znanje, pa je to pravzaprav vse popolnoma odveč. Seveda, to je moja izkušnja, je to popolnoma odveč. Se pravi, če ti hočeš nekoga, rečemo, ali iščeš gurja, učitelja, se jaz pravim, recept je zelo enostaven, ne. Približaj se temu človeku, poglej, kakšen je njegovo življenje, kako on živi, če ti hočeš tako živeti, delaj tako, kar on dela. Se pravi, če ne more sam, če sam ni, se pravi, če nima v redu odnosov, sam s sabo, z drugimi, če finančno ni stabilen, ne, se pravi, kako bo tebi pomagal, če sebi ne more, ne. Absolutno se strinjam. Sam si oče 5 otrokom, celo, kaj dedek si že celo? Ja, imam tudi 2 vnuka, 9 pa 5 let stara. Wow. Lepo, lepo. Nikoli ti ne bi rekla niti. Zelo dobro zgledaš oziroma vidim, da živiš izven časovnice kronološkega staranja in to je pravzaprav tudi povezano s tem, kar nam boš danes pričaral, ne? Tako, se pravi, danes bo ta drugi del, druga faza, če rečem. Prva spiritualna tehnologija, slavinski, se pravi tisto, to je bilo 100 individualnih procesov, 10 delavnic, ne, in potem se pravi pride ta faza šamanizma. Srečal se v Beograd, me je povabil slavinski in pravi, pride en šaman, pride, boš videl ta vlada, ne. In smo šli doseg,
In takrat se je zgodilo, da takrat je bilo to veliko bombardirano v Beogradu. Ja. Se pravi, smo mogli, ne vem, čez meje, tudi smo imeli probleme. On ni mogel priti, ta šaman ni mogel priti, bil pa že 2 meseca prej. In sem jaz prišel tja, prav, daj, pa ti mi demonstrirali, kar nas je on naučil. Ne. In jaz se usedem tam, on začne, prav, samo zapri oči. Začnejo nekaj klikati okrog mene, jaz ostanem gor in kar nekaj vidim, telo čisto lahkotno, se pravi, vse tiste operacije, ko jih ni bilo, kaj je to, ko se je to zgodilo, kako je to možno. Ja. In takrat me integriralo, me zanima se, pa ne ena prava stvar, nekaj se lahko širi naprej, ne, se pravi, ne tisti, samo eden zna, pa samo k njemu moraš stalno hoditi, ampak da je res nekaj, kar je zelo uporabnega in sem bil pa čez 2 meseca spet pri njemu, v Beogradu smo se srečali, pa sem mu tako organiziral v Sloveniji te delavnice in on je pa meni organiziral, se pravi, intenziv gnoze, pa te spiritualne tehnologije v São Paulo, na Inštitutu za neošamanizem Pažeja. Wow. In tam sem se pravi, te šamanske metode rekel, naučil enostavno, rekel, čisto odprt na to. Meni so bile izredno enostavne, en proces, ki je bil tam narejen, jaz sem vladal to, ne, se pravi, to je bilo noter, sem videl, da imam to osebno noter tudi, ne, in je tam vse drugače, rečemo, kad ti pri spiritualni tehnologiji ti zapreš oči, greš na notranji svet, ne, se pravi, tisti noben nima pogleda same. Tukaj v šamanizmu pa telo oživi, ne, ti ostane gor, ne, in se začne aktivirati, rečemo, pri šamanizmu je telo vedno v gibanju, ne, ker se ukvarjaš, zavest telesa se prebudi in tukaj najbolj pomembno je, da ti kot da dojameš, se pravi, te vzorce, ki so bile vtisnjene v tvoje telo in pa ti kot, se pravi, kot atman, kot neskončna duša, da je vsa razlika, ne. Rečemo, te osnovna delavnica, ki se začne tako, da ti kot fizično telo, kako občutiš, rečemo, določen stvar, kako občutiš partnerja, kako občutiš službo, denar, in kako ti kot neskončna duša, se pravi, kot ta enost, iz tega enosti in ljudje opazijo konflikt, ne. Konflikt in to je, rečemo, ta konflikt, ki je opažen, istočasno se javlja cilj, zdaj moram pa jaz hočem to uskladiti skupaj, ne. In tekom delavnice se to dogaja, se pravi, da se to... To imaš te živalski vzorci, ki jih ne rabimo več, ne. Rečemo, kar pred 10 leti smo rabili, se preživel v naravi, rečemo, te napadu, medved, karkoli, se sproši, adrenalin, šibaš, ne, se pravi, takrat pokuraš, mišice to rabijo, ne, danes gledaš internet, gledaš dnevnik, se sproži 10krat toliko adrenalina, ampak ne gre nikamor, te imaš pa te bolezni, se pravi, povišaj kolesterol pa to, ne. Se pravi, z tega, to se povrne obrabe, telo se uskladi s tistim, kar, rečemo, ti kot resnični jaz, kot duša, kar zahteva. Najprej, nujno te moram to vprašati, velikokrat govoriš o delavnicah, individualno itak se ljudje zmenijo s tabo, ne, ampak delavnice imaš objavljeno tukaj na spletni strani? Ja, vse je tam na spletni strani. Ok, kako imaš spletno stran? www.altorion.si. Altorion.si. Ok, torej altorion.si, hvala lepa, torej individualni in vse te delavnice, a gremo zdaj tole v akcijo? Lahko, se pravi, zdaj, če bomo demonstrirali, enostavno, se pravi, tukaj bomo delali z gledalci, ne, se pravi, z vami bo zdaj delo. Evo, se pravi, delam zdaj z vami, govorim v prvi osebi, se pravi, tukaj priporoča se, sam zapreš oči, za kratko moment boste zaprli oči, zapreš oči, probaj se pravi, biti se pravi odprt na mene, se pravi, kot rečemo s to otroško odprtostjo, uporabljamo svet domišljije, kjer je vse možno. Se pravi, trajalo bo 3-4 minute, jaz se bom povezal z vsem, kjerkoli je zdaj, kjer bo v prihodnosti, kdajkor gledal, se pravi, na tak način, bomo šli na potovanje, vsaj en delček, mi pravimo temu soul retrieval, da se vrne del sebe, ker je bil izgubljen nekoč v preteklosti, pa rejmo kar, se pravi, zdaj malce, zdaj me še gledate, se pravi, imate odprte, jaz se povezal, zdaj pa zapreš oči. V svoji domišljiji, ki je vse mogoče, se dvigneš nad svoje telo. Se nazaj v preteklost. In vidiš moment, dogodek, ki ti srečen, izpolnjen, mogoče najbolj srečen moment v tvojem življenju v preteklosti. Se spustiš v svoje takratno telo. Čutiš, vidiš, pa občutiš, kar ste takrat občutil. Čuti jasnost, da vse, kar je bilo, je in bo, enostavno je. Čuti moč, da si svoboden, neodvisen, neobremenjen z okolico, z drugimi ljudmi. Da si to, kar si. Sočasno čutiš povezanost
drugimi ljudmi, z naravo, vsem obstoječim. Če daš to zavest, da si ti del vsega, da je vse del tebe, če daš brezpogojno, absolutno zavest o vsem, kar je v tebi, izven tebe, je del tebe. Ravno to občutiš radost, ekstatično življenje, da uživaš življenje maksimalno. Zdaj se iz tega obdobja dvigneš, greš počasi, greš proti sedanjosti in zviška opazuješ, kako se vse svoje dosedanje življenje spreminja, usklajuje s to jasnostjo, močjo, ljubeznijo, brezpogojno radostjo. Prideš v stanje tukaj in zdaj, se počasi spustiš svoje telo, začutiš težo svojega telesa, se nahajaš, počasi odpreš oči. Wow. Ja, to si bil soul retrieval, se pravi, tukaj je, smo šli tako osnovno, samo se pravi izbereš, ampak drugače pa to se uporablja včasih pri hudih travmah lahko tukaj. Ne? A res? Se pravi, greš nazaj v preteklost, v travmo stočene in uporabiš tako imenovano proces iz metapozicije. To pomeni, da vzajameš vse točke, rečemo, kjerkoli so bile pomembne. Naprimer, če bi bil kdaj napaden, fizično napaden, greš v situacijo, vstopaš v sebe, pogledaš se pravi z tvojega vidika in vstopaš v napadalca tudi, njegov zorni kot se pravi se neutralizira in potem pa še ostale, če mogoče še ostal nekdo, ki je gledal. Opazovalce tudi z njihove, se pravi to snameš na boj, diskriraš in se vrneš, se pravi s to kapaciteto, ki je bila pred tem dogodkom. Ne? To občutijo, se pravi, nisem srečal nobenega, dejansko čutijo kot olajšanje, sprostitev, energijo, se pravi toplo rata ljudem vedno. To so taki procesi, se pravi, ki je res sodobni, no, se pravi tako da. Da dejansko odvzameš te čustvene naboje, ker jaz sem slišala, da to, ko pol premlevamo pa za nazaj, da to dejansko samo še večje sranje si delamo. Ja, se pravi, če se ti spominjaš nekega dogodka za nazaj, pomeni, da je čar, da je naboj še vedno tam. Ne? Če je stvar razrešena, ne obstaja več. Se pravi, ni več. Se ne spomniš več, ne? Ja. Jaz sem pa mislila, imam slab spomin. Tako da je, ker tukaj pri šamanskih procesih se delam individualno, se pravi, je bistven element je prvo, da se odkrije. Se pravi, a je vzrok neke težave, se pravi, a je to del človeka, a je od nekoga drugega. Ne? Ja, recimo tukaj imamo, se pravi, včasih so precej imaš heavy momente, tudi so težke situacije. Jaz se spomnim prav s tem šamanom, ki so bila v Zagrebu, ne? V Zagrebu, ki je bil moment, se pravi, takrat sem bil na začetku, ko sem jaz še spoznal te metode, ki se je on tudi čist zgubil, čist je bil fertik, rečemo se je usedel ven in rekel, jaz nisem, tukaj tega še nisem doživel. Ne. In delali sva skupaj proces na bolničarki, ki je bila na frontni liniji v Vukovarju, ko so imeli Srbi pa Hrvati, se pravi, in ona je kot bolničarka je na levo stran hodila, se pravi, pomagati srbskim pa Hrvatom, se pravi, obojem skupaj. Ne? Ja. In tam je rekel, in on je videl, da v momentu, ki je skoraj dejansko je kome, še jaz sem bil, sem že kar bilo, rekel, ja, videl sem tam, rekel, tam je imela na sebi, je imela del duše, rečemo, otroka, ki je gledal, ko so njegovo mamo mučili do smrt. Se pravi, in to je rekel to, ki dejansko po teh šamanskih pozivih greš noter, ampak to potem noter zaideš, sprostiš, ne? Ja. In ona, se pravi, ona, ki je ostala govor, to je drug človek, ne, se pravi, ni, vsa ta teža zgine, se pravi, vse se neutralizira in če se spozna, se pravi, običajno se takrat, če so res hude travme, se priporoča pa res, da greš na to metodo, da spoznaš sebe, da dojameš, da se potegneš ven iz vsega tega in z vidika, se pravi, te najvišje zavesti, se pravi, te spiritualne tehnologije, ker najvišje stopnje zavesti, da vidiš, da je to igra, ki si se ti sam odločil, ne, da je to igra, sam so tu vstopil, hotel si imeti to izkušnjo in takrat pa izgine celoten naboj. Se pravi, ko bi rekel, cela vojna izgine svojega. Pa v bistvu izstopiš iz vloge žrtve. Ja, tako. Se pravi, kompletno vidiš resnico tako, kot je. Ne? Da si vse zbral. Tako. In da je vse darilo. Tako, da je vse darilo, se pravi, da skozi to izkušnjo, ki je izredno težka, se pravi, si ti spoznal svojo resnično naravo. Wow, izjemno. Najlepša hvala, Robert, za tole popotovanje izven časovnice. Hvala ti lepa za vse informacije in wow, kaj vse obstaja, a ne? In kako zanimivi ljudje, kaj vse torej nosi naša ljuba dežela Slovenije.
In če vas je to pritegnilo, potem tako in tako veste, ste začutili in že brskate tudi po spletni strani, kdaj bo kakšna naslednja delavnica, da se ji lahko pridružite in spoznate tisto osebo, ki je zares najpomembnejša v vašem življenju, in to ste vi sami. Ker če se človek strinja, potem se ponavadi tudi njegova duša strinja, če je to prišlo že do mene ali pa me poklical, me kontaktiral. Obstaja pa nekaj malo ljudi, ki pač na nivoju duše ne dovolijo dostopa do akaških zapisov.